pridi, srnca, pridi. Ja, kar k meni boš prišla. Šefe, tole si pa dober predlagal, evo, da pokažemo ljudem. Tuna, ne, una. No, zdaj bo pa Tomaž probal. Medicinski čili. Pozdravljeni, dragi gledalci, danes imam res posebnega gosta, Matjaža. Sicer ga poznam, 2 leti se mi dopoznava, ne? Več. Pred korono. Ne, po prvi let korone sem jaz bil. Glih 2 leti se poznava. Imam pa občutek, da ga poznam že vsaj 10 let, zato ker, ne vem, če si ti to kdaj mogoče tudi ti pomislim, ampak midva imava ful nekih skupnih lastnosti, bi rekel, tudi poslovne ideje. In tudi v nekaterih zadevah mislim, da so si zelo podobna. V glavnem, no, pa da nam bo o tem pol več. V glavnem, Matjaž je lastnik Slovenija Eko Resorta v Godiču pri Kamniku. Vam bom tudi potem tole pokazal, kako ima on to lepo urejeno. Pa še to vam moram povedati, kako se pri njemu dober je. Jaz sem pri njemu parkrat jedel in mislim, po pravic povem, pa ne, da bi zdaj tebi na dušo pihal, ampak tako dober nisem še nikjer jedel. Pa sem tudi že kje bil v kakšnih malo dražjih restauracijah, s tem, da moram tudi povedati, da prvo so čisto normalne cene, ne. Mislim, normalne cene, oziroma če pol rečeš, glede na to, kaj dobiš, se mi zdi, da so vaše cene zelo v redu cene, ne. Tako da, Matjaž je pač glavna gonilna sila vsega tegale, tukaj, kaj je. Zdaj, da mi Matjaž mogoče za začetek malo glede kulinarike povej. Ti imaš vse čez kuhno, ideje, zdaj ste imeli neko tuno, pripravljaš neke večere, daj malo več o tem povej. Ja, se mi vidi, ne, da sem rad v kuhinji in ja, cel življenje sem rad delal razne stvari in pa bistvo je, da sem veliko potoval po svetu. Ja. Po celem svetu sem sprobal vse, kar je bilo možno. In seveda, ko sem odpiral svojo gostilno, sem zbiral tisto, kar sem ocenil, da ljudem odgovarja. Marsikaj sem tudi kiksnil, smo pol prilagajali ponudbo. Tako da v bistvu je to ena splet okoliščin potovanja, ker sem raziskoval to kulinariko in delno pa tudi to, da sem sam ljubitelj dobre hrane. Ker zdravno potovanje omenil, potem verjeten svetuješ mladim, pa tudi malo manj mladim ljudem, da naj potujejo, da ti tu šir obzorja dobiš kakšno idejo in tako naprej. Svojemu sinu sem za 18. rojstni dan kupil evropsko karto z vlakom. Ja, vse čast. Zato, ker mora iti v svet. Moraš iti v svet, zato da vidiš, kako je odzun. Ker tisto, kar se v svetu dogaja, se bo pri nas prej ali slej. To je prvo. Kaj? To drži, sigurno. Prej ali slej bo, če še ni, pa še bo. In v bistvu se s tem malo pripraviš, po drugi strani je pa ti sferbec, ki mene gon, da grem čisto vsako luknjo pogledati, kot ti to počneš, s tem, da jaz nisem posnel zadev, pa jih kazal ljudem, ampak zato tokrat tebe gledam in v bistvu po eni strani vesel, da to počneš, po drugi strani mi pa pade interes, da bi kaj šel, ker ti to natančno vse predstaviš in poveš. No, samo živo je zmeraj še nekaj drugega. Seveda je malo heca, ampak ja, tako kot ti počneš in predstavljaš, v bistvu tako tudi jaz sam grem, s tem, da grem iz Ruzakam in ne vem, kje bom začel spal. Seveda grem pa spet po liniji, bom rekel, bremena mojega resorta, vedno hodim po teh resortih. Mene boš težko najdel ne vem, če govorim zdaj recimo za Balkan, težko me te najdel v centru Sarajeva, težko bom šel nekam v center mesta. Jaz bom zmeraj iskal zgodbe, da proučujem, kako druge delajo, da gledam logistiko, da gledam ponudbo, kaj vse imajo in potem ne da kopiram, ampak z vedenjem, kako druge laufa, delamo sami.
No, se glih čisto tople vode ne moreš odkriti, saj smo vsi karkoli delamo, saj tudi jaz mrskoga, kaj kopiram. Pač. Tako to je in tudi drugi mene in hvala Bogu, da je tako. Tako da, mislim, jaz grem, da vidim idejo, ki jo potem še dodelam. Ne? Vi ste drugače bili tudi neki proglašeni za neko nagrado ste dobili kot neki najresort ali nekaj je bilo enkrat, ne? Bilo je večkrat. Tle moram povedati, da smo, recimo, nas je revija Vanity Fair prva, to je svetovna revija turizma, prva prepoznala in nas uvrstila med 13 najlepših na svetu. Teh resortov, tako. Potem nas je Forbes, revija Forbes proglasila med 7 najlepših v Evropi. Potem nas je revija National Geographic prepoznala kot zeleni diamant v osrčju Evrope. No, in ko smo vse te nagrade dobili, smo jo dobili tudi v Sloveniji. In sicer, to je bilo lansko leto, sem dobil od predsednika države, gospoda Pahorja, sem dobil plaketo za najlepši resort v Sloveniji. In ta nagrada, to moram povedati, se nam obeta tudi letos. Ker to je spletno glasovanje, ljudje glasujejo in se zna zgoditi, da bomo letos, smo na dobri poti, da zmagamo. No, dobro, tole, če zmagate ali pa ne zmagate, verjamem, da ti veliko pomeni, ampak tole, da so te tujci vas tako proglasili, mislim, to je pa nekaj neverjetnega, 7 v Evropi, mislim, ne vem, to ste tako šliš, nekaj neverjetnega bi rekel, ne? Bom povedal kot bom rekel, zanimivost, da mi nismo vedeli, da so bili tle. Aha, se pravi, da to ni nič, da bi koga kaj... Ne, tudi vem nekdo je bil tle, račun so plačali, pojma nimam, kdaj in kdo je bil tle in to ocenjeval. In to je tista razlika, ki jo mi v Sloveniji še nismo, bom rekel, dorasli, da bi to se tako inkognita zadevo ocenjevali, da tudi slučajno ne vem, kdaj pa kdo je bil tle. No, kot gledalcem je zanimivost, povem, da sem bil že večkrat tukaj, tudi prespal sem že tukaj 2krat pri tebi. Pa imaš tudi zmeram nekaj novega, ne? Mislim, rečemo, danes sem videl tiste srnce, ki jih bom tudi v videu pokazal, mislim, ful so lušne, ful so simpatične, mislim, imaš dobre ideje, se pravi, rečemo, tudi te živalce, ki imaš, potem tiste jezero tam, pa račke, pa gusi plavajo, tle imaš bazen, mislim, res je lepo, tam se kravce pasajo, če sem prav videl, ne? Tako da tisti, ki še niste bili v ekoresortu, pejte ga pogledat, boste videli, da je res lepo, jaz vedno, ko pridem, sem navdušen, tako da imaš... No, vse te živali imajo spet svojo zgodbo. Mi imamo v Sloveniji ekoresortu, to spet izhajam, kako je to ratalo, bom zdaj pojasnil, rabim par stavkov. Kamorkoli grem, sem si želel na dopustu, seveda jaz vedno otroke s sabo, 4 imam, sem si želel, da bi 1 uro imel frej na dan. 1 uro, da daš otroke, bom rekel, po svetu imajo mini diskote, mini klube in tako naprej, mi smo pa naredili v bistvu mini živalski vrt in vsako jutro ob 8 štartamo s pastirsko akademijo. To pomeni, da pridejo vsi otroci, ki so nastanjeni v resortu, pridejo do naše recepcije, kjer jih prevzame naš negovalec Marko, to je pastir, in grejo čez vse postopke hranjenja in nege za vse živali v našem resortu. In to traja urco pa pol, odvisen, koliko je velika skupina. In to otroci opazujejo. In to otroci ne hranijo, so direktno aktivno vpleteni v to in to je čarovnija za otroke. Tako da po eni strani smo dosegli lep namen, po drugi strani pa niti ne, ker starši zraven pridejo, kaj je to ključno. Zanimivo, mislim, imaš pa res ideje. Tako da imamo po 40 ljudi v pastirski akademiji zjutraj, ki hodijo z našim Markotom in to hranijo in to uživajo v tem, in v stiku z živalmi, jo obožajo in tako. Ta ideja, ne, je drugače, takole, ki jo kdo šliš, bo rekel, čisto enostavna, ampak ni, tu... Mislim, je še nikjer slišal, da bi bilo, čeprav bi rekel, se tu se pa mogoče vsak spomnil, pa se ne, tako da res si kreativen vsa čast. Takole bom rekel, spomniti se sploh ni problem, treba je to speljati.
Ja, veš, pa tudi spomni se ni enostavno. Meni kdaj kakšno rešitev da, mi da drug idejo za moj posel, pa si rečem, pa kako se to nisem že prej spomnil? Ker je neobremenjen. Ja, ne, tako Ker pogleda od odzuni, ker ni obremenjen, vedno, ko ti rešuješ problem, je lahko rešitev čisto enostavna, ker ti je en drug pove, ker nima pojma. No, ja, sej, tudi to je, ne, ampak hočem reči, da ni za svoj posel kar tako enostavno dobiti res dobro idejo, ne. Ja, itak. Pa tudi, če jo dobiš, je šele začetek. No, to pol izvedeve, pa Izvedba je pa potem še druga zadeva. Kljub temu, da si prejemnik tolikih nagrad in vsega, in tudi jaz, kakor te poznam, se pravi, imam občutek, da te že dlje časa poznam, da midva karkoli sva delala, to ni nobenega kompliciranja. Mislim, takih ljudi je malo. Moram reči, da zadnjih 5 let nisem tazga človeka spoznal kot ti, ampak ne, da bi ti zdaj na dušo pihal, ampak res, mi je vse, kar so imela, vse se zmenila. Ker smo imeli ti srečanje Lepot Slovenija, ne, pa veš, kaj je bil pol pripomba, ker smo imeli tekmovanje tega gor na to, Ja. ne, pa da bo samo ena nagrada za absolutno, ja. da ni moški ženske, pa so vse ženske pritoževale, pa sem jaz preko rekel, ti ni problema, bomo dali pa še ženski, ki je bila nagrada glamping za 2 osebe, ne. S kom se tu ne bi dalo dogovoriti, če se 3 dni dogovarjaš, ne, tako s teboj pa to vse gre, tako da, glej, jaz sem res vesel, da te poznam. Glej, pa tudi, naj še povem, da si me na morje letos povabil, si me malo v svet po Kornatih pelal, pa to, ne. To je bila lepa izkušnja. In si tudi človek, ki bi človek lahko z njemu cel večer sedel pa debatiral, ki veliko veš, veliko se naučiš, moram tudi reči, da sem se ogromno od tebe naučil. No, ja. Zdajle, če me glih direktno vprašaš, ti točno kaj, ampak ti ne vem povedati, ampak vem, da takrat, ko sem tebe šel, sem rekel, tole se je pa splačalo jet, ne. Mislim, tudi se veš, neke zadeve, ki ti nekdo pove, ki ima izkušnje, to je lahko veliko redno, ne. Tako da sem zelo vesel, ko te poznam, ampak no, hočem te pa vprašati to, ne, si mu pa skozi neke probleme s sosedem, so te skozi nekaj prijavljali, pa tako naprej. Kako je do tega prišlo, ker jaz mislim, da si človek, če bi tudi koga kaj motilo, jaz mislim, da si tak človek, da bi se dal s teboj zmen, če bi do tebe prišel pa rekel, ti lej, tole me mod, da nikako zrihtaj, bi tudi ti rekel, lej, bomo probali. In tudi smo z večino, sej, veste, ko se taka zadeva dogaja, moramo vedeti, da smo mi na vasi. Na vasi je posebna štimunga in tam je, bolj ko si na vasi, težje je novitete vpeljati v življenje. Ampak niti ni bil tak velik problem to, kot so pač določeni posamezniki, ki bi pa naredili vse, da te onemogočijo in vložijo ogromno energije, da ti nagajajo. Ampak to, čez to je treba jeti, jaz imam tle prednost to, da je meni to, bom rekel, služba pa vesele, tismo, ki pa to počne, pa to življenje. In to njega nažira, nas ne. Jaz nisem obremenjen s tem, niti osebno to nagledam, jaz gledam to kot nek problem, ko smo šli, ga obšli, preskočili in zadeve ni več. Mislim, problem je, zdaj smo lepo rešili. Zdaj, verjetno tudi ni nič tacga bilo, da bi te ljudi motilo, verjetno je to šlo res zgolj za nagajanje. Ja. Nevoščljiv te je bil nekdo ali neki tacga, ker niti nimaš te, to je bolj, bi rekel, družinski turizem, pa tako naprej. Mirna zadeva. Zdaj, da bi, niso to zdaj zrče na pago, da bi muska do 4 zjutraj na polno nabijala, pa pijani ljudje okoli hodili. Tako da verjetno se sem za to. Ne, tle je šlo za, bom rekel, to zavist čist, ne, in napadanje in to, glavnem sam za nepotrebne stvari. Ampak ljudje se ne zavedajo, ne, ti, ki sta ekoresor tukaj naredil, ti si vsem okoli dvignil ceno zemljišča, sigurno sem dvignil. Pa ne samo to, recimo temu konkretnemu, ki je najbolj nagajal, ne. Jaz sem njemu predlagal več poslovnih idej sem mu dal, kako bi lahko z nami sodeloval v tem smislu, da bi nam povečal kvaliteto ponudbe, izbor ponudbe in pa mi bi mu stranke vzeli. Če bi naredil on recimo fitness, bi mi uglašvali. Če bi on, meni ga ni treba delati, on bi ga tržil. Če bi recimo
zadnja ideja, 2 leti nazaj, sem mu predlagal, da je narediti renta bike. Kolesa oddajati. Seveda potem neke vodene ture bi lahko. Iz tega lahko zgodbo narediš, to bravo. Ne? In pa meni razbremeni, ampak ponudbo pa imamo. Ne? In je škoda, da nismo, dejansko je škoda, da ne prebijam iz to idejo. No? Kako je sodelovati boljš, kot pa da se tle pregovarjamo. No, sodelovanje zmeraj prinese rezultate. In jaz mislim, da tisk je bolj odprt za sodelovanje v poslu, bolj uspe. Mislim, da je to čist preprosta formula, ker nobeden ni tako pameten, da bi vse sam znal, vse sam vedel in tako naprej. In to je sigurno formula za uspeh, če mene mislim, vprašaš. V sodelovanju v tem, da bi recimo nam naredil dopolnitev ponudbe, Ja. mi bi se lahko recimo hvalili z vrhunskim rentabajkom, ki ga imamo, a ne? Ja. A ne? Tržil bi ga pa sosed. In jaz bi to z veseljem podprl, oglaševal, ampak ne, pa ne. Ampak dejstvo je, da pač ne rabimo nobenega, ne? Mi lahko komod brez njega, on pa teži. Zdaj se je pokazalo celo, da je čisto šlo vse v maloro. No? A zdaj, če se ne motim, enkrat si nekaj objavil na Facebooku, si ti njegovo hišo kupil, tako je bilo. Ja. Tle je šlo za številne tožbe, številne postopke, seveda to dost stane, konc koncev. In še prejšnje obveznosti hipotekarne in tako naprej, ko se to vse sešteje, je prišlo do tega, da se je to prodajalo. In seveda, meni pa tista točka veliko pomeni, ker ti se je bila najbolj kritična točka v bistvu dostopa, ker sem jo jaz potem takoj razširil, uredil in zadeva je sanirana. No, tako. Ampak zanimivo je, da si nekdo unič življenje zaradi tega, zato ker mu greš ti na živce, pa kad ti malo naušljiv, namesto da bi sodeloval, pa bi še nekaj fino zaslužen, biznis bi si ustvaril, bajta bi bila še zmeraj njegova, mislim. To je bil point mojega nastopa takrat na Facebooku, ko sem to povedal. Sej nisem osebno nobenega, ampak v Sloveniji tega se mi zdi veliko, da za oslovo senco tečejo pravde, ki koštajo cele hleve. Ne, za oslovo senco koštajo celi hlevi. In na to sem upozoril, ker se mi zdi škoda, da imaš ti en spor brez veze, ki te bremeni finančno in časovno in psihično. Psihično mogoče še najbolj. To ne znamo še vrednotiti, ampak to je veliko. Ampak dobro, ne moramo reči, za 10.000 evrov vam živcev pojedenih. Ampak škoda je. Meni te živci veliko pomenijo, tako da sem kar hitro pripravljen 10.000 evrov dati, pa da nimam nekega živciranja. Drugač pa tista tvoja ideja mi je bila fenomenalna, ki si imu nudil si sanjsko službo za pastirja. Tudi to je ena tistih stvari, ki sem rekel, da so si malo podobne. Ne vem, če ti veš, jaz sem pa enkrat sanjsko službo. Najprej na otoku Krk, da je nekdo potoval z menoj, pa sam znamenitosti opisoval in to je bila res sanjska služba. Druga potem, eno leto kasneje, še bila sanjska služba, pa bila, da sem pa nekoga s sabo vzel na Filipine in je mu vse plačal, vse, kar je mogel delati, je mogel par člankov napisati, pa tako bi rekel, malo slikanje, te bom rekel dela, ne. Nič posebenega, tako kot vsak dela na dopustu, ne. Seveda, jaz sem to naredil zaradi prepoznavnosti, vedel sem, da bo cel kup zastonj reklame in tako naprej, ti pa verjetno najbrž tudi nekaj napodobenega si ciljev. Ja. Seveda smo mi, torej, to reklamo smo naredili, torej, to so meni naredili študenti, moja ideja je bila. V bistvu je šlo na prvo žogo, če rečemo, je šlo za reklamo za ekoresort, ki se je še delal in sploh ni bil v obratovanju. V bistvu je šlo pa za reklamo za antistresno terapijo. Torej, pastir, postavimo se v vlogo pastirja, zjutraj vstaneš, nafutraš hlev, nafutraš krave, ovce, srne, vse tako naprej, se s tem ukvarjaš in to je v bistvu za ta svet danes, ker smo vsi prenatrpani z informacijami, z presingom, z vsem živim možnim, je to antistresna terapija.
To bi še patentiral lahko. Ja, ampak je, ne? Je, sigurno je. Ne. In to je bila v osnovi ideja. Zdaj pa kako to idejo? Če grem jaz na televizijo, pa rečem, mi imamo pa najboljšo antistresno terapijo, gor dol, še en nakladač, ne? Se reče, ne? Pri tolikih zgodbah, ki so. No, mi smo pa to naredili v videoposnetku, smo to zadevo predstavili. In seveda, vsekala je pa to v svetovne medije, zato ker je bila to prva na svetu, sanska služba pastirja. To še enkrat. In v katerih teh tujih medijih si bil objavljen? Na televizijah evropskih, praktično vseh. Iz Avstralije smo dobili članke, iz Nove Zelandije smo dobili članke, tako da zadeva je bila dejansko odmevna. Dobili smo, mislim, da čez 4000 prijav iz celega sveta. Tako da je v bistvu težko reči, po kateri reklami, a pa da bi jih sploh, pa da bi jih našteval, ampak to je bilo ORF, je bila tle, RAI je bila tle, Italija, Madžarska, Srbska. Prav televizije so Ja. In to so na našem Facebooku zložene, se jih da pogledati. Najboljša bi bila Hrvaška, ki so rekli, vrhunski marketing za resort, koji se još nije napravio. Ti še prej imel preden si imel resort. Seveda. To v bistvu enega posnetka iz tega filma ni iz resorta. V naslednjem je pa pol že vse, ne? Ampak v prvem filmu je bila samo ideja, pa ko so hodile televizije, je bil Gradbišje. Jaz sem to svojo sansko službo, se mi zdi, kar dobro idejo. 959 ljudi se mi je prijavilo, ampak ne, zdaj, ki mi pa ti to tvojo zgodbo poveš, vidim, da sem pa amater zate, ne, si to pa res, mislim, vsa čast, ne. Ta zgodba je lepo uspela. V bistvu takrat smo mi dobili to prepoznavnost v svetu. Takrat so vsi novinarji skočili, vsi z ušesi zastrižejo, kad to vidijo. In potem verjetno so nas tudi iz tega razloga spremljali, in obiskali pol in tudi nagradili recimo za pač urejenost in tako naprej. Imaš mogoče še kakšno tako vrhunsko idejo v rokavu, ali misliš, da si jih skuril? Ideje so še, ampak se še, bom rekel, medijo. Vsa čas. Me prav zanima, ko bo nova prišla, kaj bo, ker sigurno ne bo slaba, sem prepričan. Ja, glede, upajmo. Lej, mi še mečkem povej, goste imate vi, predvsem si mi govoril Nizozemce pa Belgice, če se ne motim. Si se prav zapomnil? Ja, torej največji delež je Nizozemska, potem je Belgija, letos zanimivo tudi Francija. V bistveno večjem procentu kot prejšnja leta. Drugače smo pa zadnjič gledali, iz 76 držav smo imeli goste. Super. Če rečemo, da je na svetu, mislim, da nekaj čez 200 držav. Ja, gledajte nekaj. Ne, da govorim malo na pamet, ampak iz 76 držav smo mi v 6 letih gostili ljudi. In verjamem, da je bilo vsaj 90% ljudi ultra zadovoljnih. Ja, zdaj pa v komentarjih pa to je, ta ocene so kar lepe. No? Tako da, gledajte, mi se tudi trudimo za to, da so gosti zadovoljni. Torej, se pa tudi kdaj kakšen kik zgodi, ampak gledajte, tako pač je. Kdaj mogoče kik, še večkrat pa je človek preprosto slabe vole in mu lahko ti najboljšo hrano prineseš, vse mu ne bo okej, ne? Ja. Se moram pa povedati, da sta tle tudi moja dva starša bila en vikend, ne, in seveda sta zelo pohvalila, pa moram povedati, da moj oče je ful natančen za hrano, ne. Ono mama moja, ki gre kam z očetom, je dokler oče ne da prvi grižljaj v usta, živčna, ali bo, ali ne bo, ne. In sta obedva ful pohvalila, tako da ne bom rekel, da nekaj pomeni, če mama pohvali, ampak če pa oče pa siguren pomeni, tako da hrano so pohvalili in tudi res, jaz sem bil že večkrat tukaj jedel, res je dobro, no. Res je dobro. No, hvala za ta kompliment, se pa trudimo. Pa glede na to, no še to, da dodam, glede na to, da me kar veliko ljudi spremlja, si jaz ne morem niti približno ne privoščiti, da bi tole sem zato rekel, da te malo na srce piham, ker nekdo bo šel sem, pa bi pol mi rekel, ne, zakaj nakladaš, če ni, tako da
Ne? Jaz tudi res rečem takrat, ko sem res 100% prepričan, da lahko rečem. Ne? Zato, da smo kvalitetni, je tudi veliko vložene energije. Tako v delu, kot v sami nabavi. Zdaj, recimo, bom povedal, da sem se ukvarjal več kot 1 leto s tem, da smo na evropskem nivoju dobili status importerja, da lahko mi kot restauracija kupimo celo tuno. Aha, to je to, kar ste imeli pred kratkim. In mi smo zdaj, bom rekel, importerji po evropskih teh normativih. Kaj to pomeni importerji? Da lahko kupimo na čovnu, ko na čovnu vlečejo ven tune, je že dražba. Aha, in takrat se kupuje. In da kupiš celo tuno, moraš imeti ta status. Zato teh gostiln ali pa restauracij, ki bi celo tuno pripeljali, jo razkosali, zrihtali, dali na žar, tega ni. Lahko pa kupiš 3 tone tune, ki je že vse razkosan in pa pofileran pa tako naprej. Ampak celo je pa v Sloveniji zaplet ravno zaradi te sledljivosti, zaradi dovoljenih kvot in tako naprej. Skratka, 1 let je trajal ta projekt, da smo mi prišli do cele tune. In kako te ko ste imeli to tuno, ta večer, ste tunovi spekali in ste pač so ljudje jeli in pa me zanima. Tuna je zdaj tako, da imamo redno dobavo. Med 50, 60, 70 kupimo čim manjšo, zato da jo nam ni treba zmrzniti. Ampak v enem tednu se to obrne. Ljudje, gledajte, danes so prišli iz Trebnjega, prišli so iz Kopra na ta steak. Tisti poznavalci, ki vejo, kaj je ta prav kos tune, je to tuna, ki je še v koži, ki jo tisti moment slečemo in ki gre na žar. In ta, bom rekel, stejki iz tune so, lejte, neverjetno zanimivi in pa veliko tega prodamo. No, tisti, ki ne veste, naj povem, da so enega z Matjažem naredila en štos, si bil moj mentor, ki si me učil hamburgerje delati. Mi so se to malo za hec zmenila, no, in jaz zdaj nisem mislil, da bom pa kaj nekaj posebenega zvedel. Sem rekel, hamburger je hamburger in to je to. Nisem tudi neki hud poznavalc kulinarike, ne. Ampak že ti, ko sem midva to začela, ko si mi začel razlagati, kakšen meso moraš kupiti in une fore, ne, da ga ne začinaš, pa tudi to sem jaz prvič slišal, ne, pa da ne tisti, ki ima slab meso, ga ful začinja, pa je pol lahko se da. In jaz nisem pričakoval, da bo tisti hamburger tako dober, ampak je bil res dober. Vsi tudi vsi, ki so bili, so ga ful pohvalili, ampak je bil res dober, tako da... No, moramo razumeti zgodbo hamburgerja. Hamburger se je v preteklosti so se metali ostanki tistega neuporabnega mesa, odrezki in tako naprej. Se je to začimbam predoziralo, zato da se v bistvu skrijejo vsi okusi in začimbe prevladajo. Da se pa naredi tudi dober hamburger. In sicer hamburger narediti dober je znanost. Ravno v tem, kar si povedal, da se pravi, videl si, kako mi delamo. Mi delamo recimo svežo, čisto meso, ali je bočnik, ali je pleče. Dodamo maščobo, ne da mečemo not kakšne ostanke, ki jih ne moreš ti si videl maščobo. Mi maščobo dodamo 10% goveje maščobe, zato da sploh to skupaj stoji, kad ne spravimo skupaj, to se ti naredi bolognese na žaru. In pa seveda začimbe so tik preden gre na žar, se ga soli. Ker sicer in potem dobite ta prave okuse. V glavnem, če vas zanima, kako izgleda ta hamburger, kako sem ga jaz pekel, pa kako je bil Matjaž moj mentor, bom dal v opis tega videoposnetka link, pa si pogledajte, mislim, da je kar zanimiv video. Pa ti si kar odšljiv človek, ne? Tako da si zelo hiter si bil dober asistent, se reče. No, hvala. Ti si drugač podjetnik že od malega, ti si
družinska firma ste imeli, že starši so imeli, Ja, ne, in ja. potem si ti to Ja. začel. Ne. Si pol tudi mu malo ceno plačal, si mu kaj, infarkt ali kaj te je? Ja, mene je, nisem bil še star 40 let, ker me je ruknil infarkt. Ja. No, in takrat sem se odločil, da bom se umiril, ker mi smo familija gradbena, mislim, familiarno podjetje v gradbeništvu, ki je zelo stresna zgodba in tako naprej. Ja. No, ko sem ta infarkt doživel, sem se hotel umiriti in to mi je celo ratal. Dokler nisem To naredil. dobil pozicijo, seveda več sem imel časa, pol, da sem potoval, se veste, ta ideja je zorela v meni in v bistvu sem si hotel narediti svoj ranč. Svoj ranč, da bom imel živali, tako kot ima tudi moj oče, sicer ima bistveno manjšo, pa tako naprej, jaz sem to majčkeno največ štartal. Seveda, potem je pa ta ideja prišla. Reko imamo tle zraven, sediva ob Kamniški Bistrici, Ja. Na prvem nivoju, recimo čisto zaseben, nobenega človeka ne vidiš, razen gostov. Gost, ja, a ne. Potem imamo drug nivo, ki je ločen od tega, je javni del, tam, kjer so, bom rekel, te kulpetki, zabave, karkoli. In pa tretji nivo je gor višji, je spet privaten, je pa glamping naselje. A ne? In taka lokacija je edinstvena. A ne? Seveda, in ideje so kar rasle. Rasle, potrebe so rasle in zdaj smo, kar smo. Super, super. In zakaj je do tega prišlo preobremenjenost? Verjeten stres, preobremenjenost, vse v seštevku pride do tega in mene so rešili, sem bil tudi operiran, tako da sem se še enkrat rodil praktično. Pa polki spremeniš navade v življenju, mislim, tako Čist. bi rekel, da malo bolj zdravo živiš, pa malo probaš se malo manj stresa, pa mogoče malo manj delaš. Probaš, če rata. Ampak veliko ti spremeni v glav, ker si ti tam na smrtni posli, rečemo temu. Ne? Ja, A veste, kar naenkrat so vsi problemi majhni. ja. Ker se vrneš iz te posle, smrti, je vse en, če kdo te kaj vzmerja, pa tako naprej, nisi zamrljiv, narataš. Ja, Dejansko, veš, da je to vse nepomembno v življenju in enostavno ga ni človeka, ki bi se lahko meni zameril. Pa vse en kva naredi. Ker je to nepomembno. Ne? In ta izkušnja je dobra v bistvu. Če ti rata se nazaj vrne. Ja. Meni se je. Ne, ampak dejansko je tako. Veliko stvari je to zgubi na pomenu, mogoče lažje najdeš, kaj je res pomemben. In to je tako za dobro, to mi je bilo dano. No? Evo. In sem vesel, da se je tako obrnil. No, super. Seveda bi bilo bolje, da se ne bi, ampak gledajte, če se že je treba iskati iz tega, kaj je dobro. Vse nekaj pozitivno. Ja. Ja, super. Mislim, zelo zanimivo, pozitivno razmišljanje, tako da vsa čast. Ja, lahko bi bil pa hud na vse, pa me še enkrat. Ja, tudi to bi se lahko naredilo. Veliko stvari se v takih situacijah dejansko reši, kar prej vidiš problem, pa ga pa ni več. No, zdaj gremo pa še na temo, ki mene najbolj zanima, zato sem se tudi najbolj odločil, da naredim ta intervju s tabo, pa nismo začela s tem, bo zdaj to, je pa, bi rekel, tole tvoje influencerstvo na socialnih omrežjih. Ti si kar en influencer ratov. Pa ni bil to moj namen. Ja, mislim, influencer. Influencer je tudi beseda, ki ljudje ne marajo. Kaj to sploh je? No. Ja, mislim, influencer je tisti, ki ga veliko ljudi gleda, pa ki ima neki vpliv na njih. Se pravi, vplivneži pravijo temu. Ja, vplivneži. Dober, tebe gleda zelo veliko ljudi. Koliko te je bilo v zadnjem mesecu, ko smo jih poslal? Neki 900 000. Mečkar manjka milijon, ja. Mečkar manjka milijon, mislim, tako da vsaka čast. Ja, ti si mi pa izziv. Ti si to objavil. Ti si to številko objavil in ti si mi bil izziv. Ampak, jaz ne mislim,
nimam nobenih preferenc, da bi se šel v influencerstvo. Vem, ampak to, dejstvo je, da mi pač posnamemo tisto, kar mi tle živimo. Ja. Tisto, kar se nam tle zgodi, seveda na različnih področjih, a ne? Ali je to z živalmi, ali je to v restauraciji, ali je to tuna v kuhinji, ali milijon stvari. In mi damo to gor, objavimo in če ljudje to gledajo, zakaj ne? Sej konec koncev, sej je namen teh družabnih, iz mene se celo norca dejo, no, dej pa ti meni povej, pa tako, ampak ja, jaz probam nagovoriti ljudi, da mi komentirajo, zato ker me zanima, kaj mi bojo povedali. Sej to se dosti naučiš, ne? Sej to so najbolj koristne informacije. Ja. Sej finta je v tem, da ljudje izkoristijo možnost, da povejo, ker zato imamo ta državna mreža, jaz pa iz tega ven poberem tisto najboljše. Sej, ampak če je v parih procentih kakšen dober predlog, sem ga jaz vesel. Tudi kritike sem vesel. Ker kritika, gledajte, jaz lahko kaj navidim, kam mi en pove, pa sem jaz vesel za to, ker bom to odpravil. Tako da jaz v bistvu oboje stransko korist vidim pri tem. Eni pravijo, to reklamiraš, se tažiš, ja v redu, lej, pa me pa izklopite, sej ni ben problem. Ampak to je toliko majhen procent ljudi, tu si jih ti ne spomniš 10, je to napisal. Kaj je 10 napram skoraj milijon, ne? Mislim, ne, to je res brez veze. No, ampak što se v tem, da te influencerji, jaz jih gledam, ne, tudi pogledam, zato, ker me zanima, ampak večina, se vsak dan kako boš dvakrat na dan nekaj pametnega povedal? Jaz to ne vem. No, sem tebi gre to zelo dobro, vse kar objaviš pamet. Ja, sam ne, jaz ne delam dvakrat na dan. Ne, res je, da ne delaš dvakrat na dan. Jaz takrat, kaj imamo. Takrat, kaj je, ker mislim, ocenim, da je kaj, da bi to ljudi zanimalo, to objavimo. No, in daj povej, koliko imajo ogledi tvoji videi na Facebooku? Ja, recimo, lih prejle smo gledali, tamle je imela tale solata, 430 tisoč. Ne, čakajte malo. 308, ne, pardon, narobe, 390 tisoč, pa na TikToku 80 tisoč. Tako da smo skoraj na pol milijona pri eni solati, ampak gledajte, je bil res problem. In vidim, da ti TikTok osvajaš, ki je omrežje mladih, tako seveda, če sem mlad po srcu. Vsa čast, tako da. Pa lej, tako ne, rečemo, tisti podjetniki, ki tole gledajo, jih bojo sigurno jih zanimale. Rečemo, jaz se ukvarjam, tisti, ki me poznate, veste, da je to meni posel, jaz imam firmo, ki se ukvarja z internet oglaševanjem, z vsem vrstam in tako naprej. In kaj misliš, koliko je ta tvoja reklama vredna? Ker to je v bistvu zastonj reklama, ampak koliko ti misliš, da je vredna? Koliko ljudi pride k tebi, za koliko ljudi več zve? Koliko misliš, da je ta reklama vredna? To, jaz mislim, da je težko ovrednotiti. No, ovrednotiti. Je pa lep občutek, ko pridejo ljudi, ki jih prvič vidim. In povejo, da nas spremljajo in častitajo in se usedejo in recimo, da doživijo tisto, kar so pričakovali, se pravi nek nadstandard v kuhinji, solato, vrtci grejo pogledati, kje imamo to in tako naprej, ker smo tudi na vrtu, kaj posnamamo. No, jaz mislim, da ti s tem gradiš neko nenormalno dobro prepoznavnost, ker ti to noben medij ne more, razen če bi, ne vem, tle neki resničnostni šov snemali, pa da bi vsak dan bilo bi rekel še boljša reklama, druge pa po mojem ni. Jaz se potrudim, da preden objavim, probam vedno dati neko sporočilo. Vedno. Ali je to pri solati, ali je to pri zapletu, ne vem, ker smo imeli zanč, recimo, izporočno mizo, ali je to, skratka, vedno probam dati, ali pa recimo pri jajcih. Jaz sem v našem kurniku, v jajčkih in tako naprej, to je pogledali 140-150 tisoč ljudi, ampak kaj jaz sem naredil? Prvič sem povedal, kakšna je razlika med domačim pa kupljenim jajcem, ga odsvrl, ga naredil, pokazal, hkrati pa pozval ljudi, da grejo na tržnico kupiti in s tem podprejo slovenskega kmeta. To je point zgodbe.
Stis jajc, pa to je, bom rekel, to vsi vemo, znamo, smo že videli, nisem jaz nič novega pogruntal, ampak zgodba je v tem, da sem prikazal razliko med domačim ali pa kupljenim in pa poziv ljudem, da gremo in podpremo kmeta v lokalni skupnosti, tam, kjer je človek doma. Da kmeta podpremo, ker jaz mislim, da bo to, da gremo v to smer prehrambene krize, ali pa bom rekel, bolj bom natančno rekel, kvalitetne prehrambene krize. No, tudi. Ja, bo. Mislim, sej, mi imamo doma, se veš, velik vrt, njivo, bi rekel, ne, in to mislim, paradižnik, paprika, vse, kar je domače, to je čist drugačen okus. To ni primer. Ja. In zdaj, recimo, če te bom po intervjuju povabil na kosilo, je recimo, kaj mi je, dobro, to drugače drugim gostom ne bomo dovolimo, ker pač se naredi škoda, ampak si boš sam šel v naš vrt, pa si boš nabral, kar si boš želel in ti bo v solati to čakal. Fino. Ja, od paradajza, bučk, paprike, zelene solate in tako naprej. Zdaj za restauracijo to delamo dopoldne, da se pripravi in tako naprej. Ampak tebi bomo pa danes omogočili, da boš šel si sam in si boš sam nabral. Ker tudi te kritike doživljamo. To imaš kupljen, imaš kupljen, vse imaš kupljen. Dragi moji, vrt imamo vsem na očeh. Vse sorte kritike doživljam, ampak danes bo zanimivo, če želiš, imaš odprto in si boš nabral, kar si boš želel. Z veseljem. No, ampak glej, če se še malo, moram to temo še mačkan bolj v globje jeti, ker mene zanima, pa da tudi mene dosti podjetnikov spremlja, mislim, da bo za njih to koristna informacija. Ampak glej, moje videnje, bom dal en primer, radio, pa nimam nič proti radiju, ampak če bi ti dal 1000 evrov za oglaševanje na radiju, jaz ne vem, če bi enega gosta dobil. Tle pa praviš, da pridejo ljudje in pravijo, da zato, ker te vidijo na Facebooku. Pa to ne pomeni, da nisem dal za radio. Na radio sem dal. Glejte, pa reklamah je tako. Reklama, dajmo reči, te stane ta 2 evra. Ja. Enega si vrgel stran. Sam ne veš, katerega. Ne veš, kjerga. Ja. Tako da tle je težko reči. Seveda je pa najbolj to, da pač imamo svojo lastno promocijo na svojih kanalih, ki jih pač imamo. In s tem, ker smo zanimivi, pomeni, da smo gledani in to je v bistvu te gleda tiste hoče. Sej, veste, na radiju, ko se vi z avto peljete, poslušate reklame, ki jih nočete, Pa jo ne slišiš, dobesedno ne slišiš v tistem reklamnem bodu. Tukaj moraš pa klikati, pogledati in verjetno več ostane. To je res, Je pa res veliko ljudi pride sem in pove, da so me videli tam, spremljajo in tako. In seveda jaz sem tega vesel. No, jaz bi vam, gledalci, predlagal, da greste pogledati Facebook stran Slovenija Eko Resorta. Boste videli, kakšne zanimive videe dela Matjaž. Tisti, ki ste pa podjetniki, pa pejte tudi pogledati, pa boste videli, kako to Matjaž dela. Jaz mislim, da je on super primer, kako bi lahko še marsikjer podjetnik si delal popolnoma brezplačno promocijo. Pa to ni samo promocija, to je tudi to, ljudje, ki vidijo, kako pri vas je. Vidijo, da je en resen človek od zadaj in tako naprej. Ker ti dostikrat nekje rezerviraš prek Bookinga, nekaj se ne veš, duje tam od zadaj, mogoče vidiš celo neke ful profesionalne slikce in pričakuješ, tole pa profesionalno sodeluje, pa kaj prideš, si pa malo razočaran. Če bi pa prej en video pogledal, da videl in šefa in šefico in hrano in vse, si pa lažji sliko narediš. No, to je še ena zgodba, ki jo lahko povem, kako sem jaz postavljal te strani. Prav Andro sem jaz velik del sveta in tako, kot ti praviš, na Bookingu vidiš nekaj, ki te vleče, ki je nekaj fino in tako naprej in potem doživiš razočaranje. In seveda, ko doživiš ti razočaranje, si tudi dovzeten, da boš dal slabo oceno. Ja, si. Čutiš potrebo. Če pa ti imaš realno sliko
na Bookingu ali na kjerkoli strani realno sliko in prideš nekam in je to realnost tam, ki si ti to videl, ti nisi razočaran. Ja, To je bistveno in potem, če si še zadovoljen s storitvijo, boš dal dobro oceno. Se strinjam, ja. Tako jaz na to gledam in mi bi tudi lahko nafejkali fotke, pa ne vem kaj naredili, pa ne dovolim tega. Ampak bolj človek razočaran, ki bo drugačno pričakoval, ne? V tem je štos, ne? In ti imaš v štartu nezadovoljnega gosta. Se strinjam. In težko popraviš ta vtis. Vsem, kva boš prinesel, če je razočaran. Je vse narobe. In zato fejkati ali pa bom rekel polepšati zgodbe, to je velika napaka. Se strinjam. In zdaj tudi jaz znam prepoznati, že ko recimo kam grem, na Bookingu vidim, prepoznam in se probam tega izogniti. To pridejo izkušnje. Da vidiš, aj fotka. Mene malo, bom rekel, nategnejo v rekovajih samo vsak 20-30, ker imam že tukaj izkušenj, da me je kar težko. Takrat, ko si pa v dvomu, greš pa na ocene. Ja, no, ne, jaz zmeraj, ocena mi je ful pomembna. Ocena mi je ful pomembna. No, komentarje mislim. Ne? Aha, ja. Itak, da je ocena je ful pomembna. Ne. Najbolj pomembna pri celi stvari. Ampak kako do ocene prijeti? V tem je, a ne? Ja, tudi pol jaz pogledam, da niso samo 3 ocene, ne, da jih je malo več. Ne. Koliko imate vi ocen? Ne vem. Ne veš. Verjeten velik, če ste imeli že toliko ljudi. Ne vem, lahko pa pogledamo. Ampak tega je veliko in večkrat jih je, bolj je slika realna. Ja, siguren. Tako je. Siguren. Glede na to, da si zelo uspešen podjetnik in tudi, da si že cel življenje da si že podjetnik, daj ti meni povej, kaj ti misliš, situacija je zdaj, bom rekel, v svetu malo čudna. Ne dobiš nobenega majstra za delati, ne dobiš ljudi za delati, cene grejo gor. Kaj ti misliš, kaj bo čez 1 let, 2 let, nas prihaja kakšna kriza, kaj misliš, kaj bo? Povedal sem že prej, da tisto, kar je v svetu, bo malo pri nas. In pejte v Trst v eno restauracijo. In kako je, nisem bil tako? Pejte v Avstrijo, nobenega Italijana ne boste videli. Prazno? Ne, nobenega Italijana v personalu. A je v personalu, se pravi, ljudi ne bo. Mi bomo zmeri bolj odvisni od tuje delovne sile, ki jo bomo iskali govorim zdaj dolgoročno, mi zdaj enkrat, če obvladujemo vse z našimi, pa tudi imamo že iz Filipinov, pa iz Azije v pripravi. Jaz vidim to samo dobro. Veste, imate v Sloveniji še ta miselnost, da če imaš ti tujca zaposlenega gor, da pa tako naprej. Mi smo tle v kuhinji enega Bosanca, bom čisto po domač povedal, ki je 40 let v Nemčiji delal za žarom. Vrhunski mojster. Ni znal slovenski, je prišel z Nemčije, govoril pa bosansko, pa nemško. Ampak sem že ujel komentar, da je pa to bosanska velika planina. Sem ga slišal. In to bomo mogli prestopiti, ne? In se soočiti s tem, da bojo delali, da bomo iz celega sveta iskali ljudi za delo. Glavne mojstre že držati. Ker če ne drugače, ne bo človek mogel v gostilno priti, pa hrane naročiti, ker ne bo noben, da je bo naredil, niti noben, da je bo postregel. Je problem, velik problem. Kadrovski problem, v gostinstvu pa sploh, moramo vedeti, da je bila korona dvakrat ne vem koliko mesečno zaprtje in da je ta kader šel v druge branže. Ampak si nobena branža zdaj nima kader. Mislim, vsi imajo probleme ljudi dobiti. Tudi mi, čeprav ne zaposlujemo, ampak je kar težko dobiti. Moj brat je v gradbeništvu, nemogoče dobiti. Tamle vulkanizer ne more dobiti. Mal je pa tudi ta socialna država temu bodruje, da so, gledajte, če je socialna pomoč 600 evrov, plačaj recimo, da se začne pri 1000 pa naprej, je interes po socialni pomoči, ne po delu. Siguren, čeprav to je sicer druga tema, ampak jaz, če ne bi drugega dela dobil, bi šel delati za 100 evrov, ker nekaj se naučim, spoznam, tret
in tako naprej. Ne bom čakal da bom v Jurja pa pol plače, ne, pa ga nikoli dočakal. Zbere izkušnje, tudi, ne, mislim, No, tudi lažje rečeš, lej, sem že tle delal, tam delal in tako naprej. Zdaj, Matjaž, moje vprašanje je bil, ne, na vsake tukcajta pride kriza, 2008 smo imeli krizo. Misliš, da lahko pričakujemo tako krizo, da ljudje ne bojo imeli denarja jeti za na morje, ne bojo imeli denarja jeti za v gostilne in potem bojo ljudje nehali v gostilne hoditi, pa boste gostinci imeli denarja, pa ne boste potem neki širili, pa ne boste gradbeniku rabili, pa bojo že gradbeniki imeli manj dela in tako naprej. Moj brat, se veš, ima veliko firmo, dela te cementne izdelke in on pravi, da se pozna ta draginja, da ljudje se malo bolj razmislili, a bo šel tamle neki si tlakovce, pa rubnike, pa vrt urejati ali ne. Ta kriza je že. Je že, misliš. Čeprav videti ni, ne? Ja, sej bom probal povedati moj vidik. Jaz vidim pa zgodbo o tem, da prihaja do razslojevanja. Da tistih 10%, bom rekel, je uspešnih, bogatih in tako naprej, ta sreden sloj je pa zginja. In se mi zdi, da gremo s skupno močjo, posebej zdaj ob tej draginji, se pravi nafta, energetski derivati, se pravi ogrevanje in tako naprej, vse gre gor, plače so šle pa zdaj, grejo pa dol. Če sem prav razumel, zadnje te, bom rekel, dohodnina se je... Mislim, da se tisto, kar je prejšnja vlada nekaj povečala plače, jih je zdaj ta ukinja. To je tisto, da bojo... Ni to še ni bilo, se mi zdi. No, pa se pripravlja. Skratka, nek trend povečanja plač se je obrnil v trend zmanjševanja plač. Na drugi strani so pa stroški življenja zmeri večji. Groza. In recimo jaz ne moram razumeti, na avtu sem zbol šipo prvo, so mi rekli 4 mesece. 4 mesece sem čakal za šipo. Dobro, da je sam tako, da je okrogla, da se lahko še pelem, drugače lahko parkiram, pa rentam avto. Zanimivo, ne? Cel svet je, logistika so se zgodile čudne stvari. Zanimivo. Transporti iz drugih kontinentov so šli krat 10 gor. Dej, še za konc, imaš pa mogoče kakšen kot uspešen podjetnik na svet za nekoga, ki razmišlja, da bi šel na podjetniško pot, rečemo nekdo malo mlajši, ali pa nekdo, ki je ravno kar podjetnik postal, pa mu ne gre najboljš, ali pa bi rad kakšen korak naprej, siguren en tak izkušen podjetnik, ki ti ima neki nasvet verjeten. Tist, ki dela iz srcem, ki mu je do dela, čim prej na svojo pot. Čim prej. Svojo plačo boste zmeraj zaslužil kot podjetnik. To je res, Če je, veste, tle se, bom rekel, so napačni pogledi. Ne sme biti cilj denar. Ko je denar cilj, ste zgrešil cilj. To drži, sigurno. Denar je samo in vedno bo samo sredstvo, da ti prideš do cilja. Cilj je nekaj drugega, cilj je tvoja vizija. No, veš, mi lahko obljubiš, da bom milijone zaslužil, če odprem, ne vem, računovodski servis, nimam jaz kaj delati računovodstvo, mislim, mi je muka, karkoli moram za računovodstvo, mi je muka, pa mi ni skoraj nič treba, ampak to jaz ne bi mogel delati. Se pravi, delati moraš iz srcem, rad moraš imeti in potem tudi nisi v službi. Nisi v službi in lahko delaš 24 ur na dan, ni za 18 ur lahko... Drugače hoče povedati, jaz ko grem v resort, jaz ne čutim, da grem jaz v službo. In grem lahko 6-krat na dan in sem lahko 16 ur tle. In se jaz načutim... In ne gledaš na uro, kdaj bo konc, da greš ti domov? Kdaj imam sestanek, kdaj imam to, kdaj imam un, ne pa kdaj imam še jaz domov, pa da bom jaz več v službi in tako naprej. Skratka, tebe more goniti nekaj drugega, cilj ne sme biti denar. Ko je denar cilj, si ga zgrešil. Tako jaz gledam.
se popolnoma strinjam. Čisto za konec imam pa še eno vprašanje, ki je pa bolj mene zanima. Mene ful zmot, me nekdo kliče, pa ne bo stranka ali pa za službo ali pa za karkoli, nikoli se nisva videla in me tika. Meni se zdi to popolnoma, mislim, ne zdi se mi primerno. Na to temo sem tudi en video posnel in sem ful kritik dobil in sem tudi rekel, bom goste moje sprašal, kaj si oni v tem mislijo. Midva, ki si mene kontaktiral, si me vikal, ker sem jaz tebe nazaj, sem te tudi vikal in se nisva pol tudi ne čisto takoj začela tikati, če imam jaz prav v spominu, ne, pa tudi pol, ker so že sedela tam, če bi se začela, je to čisto nekaj drugega, ampak sej uno ta prvič, bom pa vsakmu rekel vi. Ne. Glejte, to je stvar, jaz mislim, da vzgoja. Jaz sem prepričan, da to, kar ti govoriš, delajo mlajši. Ne samo mlajši. Ne samo mlajši. In veš, kaj me tudi še ful mot, ker tudi nekdo starejši, pa me tika, pa me niti ne mot, ker me tika, najbolj me mot, ker on hoče na vsak način, da moram jaz njega tudi tikati. In meni se to največkrat izkazalo, mislim, te ljudje me prej nategnejo. Da imajo nek interes. Me prej nategnejo, hočejo vse sproščeno, tako mi, da so super kolega, tako, ampak jaz mislim, da to, ne vem, in meni se pred alarmi užgejo. Verjetno, da je tudi brez sveze, ampak se mi. Mene so naučili, da sem uluden in bom vedno vikal. Iz prakse je pa tako, da če je človek mlajši, si drznem predlagati, če se tikamo, Ja. če gre v pravo smer vse. Če imam pa opravka s starejšim, pa čakam. Ja, jaz se točno tako držim, zato ker mi je enkrat to en povedal, da starejši mora predlagati. To, da so mene naučili in jaz se tega Jaz se tudi tega držim in se vidiš, brez da bi se kaj zmanila. In se nič slabš ne počutim, če moram nekoga jaz vikati ali pa tikati, ne vem, tudi... Zaznavam pa, da so mlajši, se mi zdi, da so ali drugač malo vzgojeni, malo drugač na to tudi gledajo. Ne vem, saj ne vem, ampak jaz sem tak, jaz bom vedno vikal, jaz ne bom kol tikal. Jaz sem tudi se ne vem, to je verjetno, mislim, ne vem, kaj. Jaz imam eno lastnost, ki verjetno ni glih najbolj pozitivna, ampak imam en ego oseb, ne. Rečemo, mene če všti tudi neki silo, mene če bo en trgovec nekje v nekimi usiljeval, če rabim to kupiti, kdaj ne bom kupil, ne. In pol mi kdaj pride, ker me kdo ustrajno vika, tika, ga jaz ustrajno vikam iz inata. Koliko časa, da mu je naroden? Ampak nekomu ni naroden. Ne, jaz bi rekel, zmotil sem se, ne, bom zdaj potihal naprej. Ne, ali pa mislim, da ne govorimo o takih, ki mi človek mail pošle, ki ga nisem nikoli videl, slišal, ne dober dan, ne nič. Ti, vidim, da imate eno službo, kakšna je plača. To je to, ne ime, ne prijim, mislim, pa kaj misliš, pa ti si lahko največji strokovnjak na področju, ki mi tu delamo, te jaz ne bom zaposlil, ker ti mi boš uničil in ekipo in vse in tudi nimam nobene volje, da se bom jaz s takim ukvarjal. Jaz spoštujem vse zaposlene, ne sem zaposlene, vse ljudi in mečkam pa tudi jaz čakujem. Pa tudi nisi tam ten zadnji lolek, da te bo... Glejte, kdaj, Tomaž, jaz mislim, da je to stvar lastnih občutkov, vrednot, malo je vzgoja, malo je pa okolica. Ne? Kako ne jaz tam pridejo gosti, ne vem, iz kje gor dol, tiko, kako? To ne gre. Ne gre. Mislim, jaz tudi mislim, da ne gre. Ne. Težko bi me kdo popravil. Mislim, lahko pa povem lastno izkušnjo,
da najboljše stike sem splel z nekim ljudmi, ki smo se na začetku vikali. Tudi ti si. To je izraz spoštovanja. Ja, izraz spoštovanja. Ti, ko boš ti meni rekel, ali pa če pride v situaciji za mizo, ti, dajmo mi rajš na ti, bomo lažji. Ja, nimam nobenih zadržkov, da bi zdaj jaz hotel, ampak me pa uno na prvo žogo me pa mačkan zmot. Tako je. Je, Matjaž, prav prijeten sem imela tale pogovorček, se veselim. Da greš v vrt zdajle. Ja, ne, ker jaz zmeram tudi, da se bo malo bolj napet dan, so se mi ene stvari zavlekle, tudi so bila malo prej zmenjena, kakor sem prišel. Pa smo mogli pol malo počakati, ker se mu je že druge stvari. Da sem kar lačen, tako da se veselim tega. Zdaj dobiš nož, gajbico in greva v vrt. No, super. In Tomaž si bo nabral sam svojo solato. No, vas pa vse vabim, res, pejte si pogledati tale ekoresort, ker je to res nekaj posebenega in tudi jaz, kadar naredim kakšno objavo z ekoresorta, sej verjetno tudi sam gledaš te komentarje, koliko ljudi mi napiše, smo bili ful super. Eni pa napiše, lepo je, bomo šli pogledat. In res je fino se vidi, da tle nekdo deluje, tu z dušo dela. Ja. Pa nisi sem ti tle, da delaš z dušo, ne? Tvoja žena, tvoj sin in zaposleni, mislim, malo kje vidim tako uigrano ekipo. Letos najbolj vesel. Jaz imam 4 otroke. Ja. No in seveda, nobenega nisem, predstavljal sem jim priložnosti, možnosti in tako naprej, ampak nobenega nikdar nisem silil, da bi se mi, pač naj se mladi sami odločijo. No, ampak letos sem imel vse 3 tle. Najmanjšega še nekaj, pač 12 let star. No, ampak Jaka, moj sin, je šef v kuhinji, vod zadeve, hči recepcijo, letos končala fakulteto za turizem. Ta tretji otrok, druga hči Iza, je končala 3-letnik gimnazije, je pa bom rekel, še se reče temu na fronti, da dobi stik z gosti, da pele, da se nauči skratka v strežbi, zato ker hočem, da morajo vse faze čez dati. In vsi so šli od začetka, če hoče kdaj voditi zadevo, morajo poznati vse detajle vsakega zaposlenega. No, jaz najbolj tega sina poznam, kot tle dela, tako da zelo priden, si lahko ponosen na njega. Hčerke malo manj poznam, no ta mal fant, ki smo se pa na morju spoznali, pa tudi izredno simpatičen, tako da nisem, kako si rekel, 12 let star, pa se imaš kaj z njemu za pogovarjati, tako da vsaka čast lepo si jih vzgojo, res. Ja, to si vsak star želi, ko aparata pa nimaš garancije, ne? Nimaš, ampak verjetno se strinjaš, si tudi sam prej rekel, da je veliko vzgoja, ne? Mislim, če tebe otroci vidijo skozi delaš, sej dobijo neki program v glavo, da je tu normalno delati, če pa en samo jambra, da tu delati brez veze, pa tudi tu imaš take debate, da delaš za druge, nekdo, ki nekje zaposlen, ampak jaz pravim, noben človek ne dela za drugega, ker vsak dela za svojo plačo in tudi enkrat mi je ena kelnarca rekla, da ima premajhno plačo, da se pa ne bo za to nič trudila. Sem rekel, pa kaj si ti naumna? Koliko ljudi tebe vidi, ti boš mogoče enkrat k meni prišla na razgovor za šiht, pa mi se rekel, to je pa una kelnarca, ki je imela zmeraj zasvinjane mize, ki si pure čakal, da je prišla, pa take stvari. Vsak dela zase. Vsak dela zase. Tako po profesionalni poti, kot po finančni. In poglejte, recimo, jaz sem prepričan, da kjerkoli človek iz našega personala danes dobi službo kjerkoli, ki pove, iz kje prihaja. Verjetno, ja. Sem prepričan. Prepričan sem. Ker smo že referenca. Da vejo, da tle pa niste nekaj napodela. In da če je tle delal, siguren ima kvalitete. Tako je. Tako, če meni kdo pride, recimo, pa pove, kje je bil, pa se že ve. In če je tam slab bil, skratka, hočem reči, vsak dela na dolgi rok. Dela zase in če bi tudi vedel, da te bo šef nategnil, da ti bo plače nadal, tu še zmeraj si naumen, če boš nekaj napodelal.
Ker te ljudje vidijo. Ja, seveda. Pa tudi, če ti nekaj napodelaš, jaz sem tudi za šankom delal, po diskoteki, in jaz sem delal samo v ta hudi gužvi. Proti koncu, ker smo sam na vsakih 5 minut enemu dal, mi je bilo pa muka, ker lušno je delati, ker moraš Ker si na polno aktiven, ja, seveda. Tako da, to je, ne, logično. tako da, to je. Logično. Je nič, Matjaž, res hvala za tale intervju. Tokle sva bila za Ja, povedati. lej, urca pa še malo, Ujej, tako da, ja. super, res ti hvala. Ja, no, hvala tebi za obisk. Zdaj te pa Z povabim veseljem. na vrt. No, to pa še bez veselja, če Ja, sem no, čisto lej, iskren. noben problema, ne? V redu, A ne? letimo pol. Štima, Tomaž, hvala za razgovor. Enako. Kot sem vam obljubil, vam bom pokazal še eno to glamping hiško. Lejte, v teli sem jaz enkrat prespal, ampak ta je zdaj imajo goste noter, tako da mi šef ni mogel pokazati. Vam bom pa tole pokazal, so vse identične, tako da, lejte, v tem bom rekel, take naj bi bile na Veliki planini. In lejte, takole noter imate zakonsko posteljo, WC, tuš je bolj takole, bom rekel, preprosto. Tukaj dnevni, pa tukaj še ena miza, imate kuhno tudi, tako da lejte, zelo tak prijeten ambient, lejte, ampak tole je pa še ta glavno, je pa tukaj le gor. Lejte, tukaj je pa tudi še ena zakonska postelja in tukaj gor mora biti super spati, čist bi rekel, v tem lesu meni. Jaz, če pač spim v lesu, v leseni hiški mi je zmeraj ful super. Tako da tole lušna hiška, ne? Napišite v komentar, kako se vam zdi. Paradajz ima še... Evo, zdaj greva šefetom v vrt, paradajz imam rad, ja. No, greva po paradajz. Tle imam pa medicinske čilije. A veš, kaj pomeni medicinski čili? Največ, da je ful pekoč, a? To na spomin deluje. A ja? Ti bom zdaj povedal. Ja, Če daš enega tega not, ki je res ta hud, ja. si boš za zmer zapomnil, da si ga jedel. Tukaj je hud. Tukaj je hud, tukaj je hud, zato jaz rečem, da je medicinski, da pomaga. Ja, lej, bi enega. No, Bi, ker jaz sem Ma še to. ljubitelj pekočega. Potem ga pa dobiš. Pa da vidimo, a bo res tukaj hud. Evo ga. Super. No. Zdaj bova pa tle nabrala paradajze. O, super. Zdaj zna biti, da bojo ta prav zorjeni že v kuhinji, ker midva sva Ja, delala ja. popoldne. Ampak, lej, po želji. Lej, jaz bi kar rekel, da ti si šefe, ker ti mi ga zber, sigurno me ne boš slabega, tako da... No, evo ga. Tole bo šlo Odlično, zate. odlično. To je samo en del solate, a ne? Ja, Lej, tu imaš. Tole pa lahko posnamaš, lej. feferončki. Ja, to so pa oni... So te tudi spominski, medicinski. Tudi so medicinski. Pol ti bom dal, a primaš, bova dala eno papriko not Ja, super. v tvojo solato. Zdaj bova pa tle utrgala še eno, tole domačo. Tole pa delam en poskus, če si iskreno povedal, ne plevamo in imamo tako pri ljudeh, se jim ne da delati. Ja. Ampak to je letos rešil solato. Ker naredi naravno zastirko, drži vlago not in je solata top. Daj bom pokazal. Lej jo. Lej. Super. Poglej to solato. To bo pol, lej. Vrhunsko. Sem že mislil, da je polžek, pa ni. Lej to. A ne? Lepa. In to gre tle gor. Zdaj greva pa naprej. Malancan. Malancane Malancane obožujem. imam tok lepe, da boš zdajle. Lej. Kje sem jih pa videl? Evo, tlele so. Kje? Tlele le črni. Evo ga, no, evo ga. Lega, Lep. lega. To je to, zdaj če želiš še zimski paradajz, to je malo bolj debu, koža malo bolj debela, ampak Lej. vrhunsko po okusu.
No, če bi glih da zaprobati, ja, ni pa glih čisto nujno, ker so že vse živa. Da boš probal, to je italijanska sorta. Aha, le tacga pa še nisem Nisi videl. probal, no? Lej, Ne. dava not Super. in ti bomo pripravili solato. V bistvu boljše pa ne moreš nikjer dobiti. Verjamem, No, verjamem. in mi takole delamo, rečemo, to je naš stil življenja, no? Naš stil strežbe in zato verjetno smo tudi polni, ker ljudje si to želijo. To danes ne dobiš več. Verjamem, vrhunsko. Kome čakam. No, pa evo. To je pa moj tast, Antonio Palmieri. On je pa glavni vrtnar. Vrtnar, super. Človek, ki te zadnji, ki bi mogel tle kakr trit, ampak on ima vse pod kontrolo. A je Super. tako? Ja, Evo, Super. Antonio, povej za Tomaža Gorca, kaj bo danes jedel. Koliko si dal, Ja. koliko si dal kemičnega gnoja tle not? kakšen gnoj. Koliko si pa šprical? Nič nisem sprical, nič ne špricam. No, to je tista prvinska, bom rekel, pridelava ali pa vzgoja, ne? Super. Kjer ni nobene kemije. Jesen, se pravi konec oktobra, novembra, nasujemo čez njivo hlevski gnoj, potem se pa to čaka na spomlad in to je to. Dajmo pa Antonijo še nekaj za pokazati. To so moji paradajz. To celo zimo držijo. A ja? Celo zimo. Super. Od avgusta do marca. No, sam povej, da so to eni italijanski posebni. Je posebnega zimski paradajz. Zimski paradajz. Ja, Super. vrsta. In to takole stoji celo. Ja, tole Zimo. sem za ukrast naredil, drugače pa imam gajbice, pa v gajbice dam, pa Ja. pospravim dol v fjoder, plus 10, Ja, plus 5 pa držijo. super. Sam pa kje moraš malo pogledati, kaj kakšnega tudi uide, malo pognije, ne, pa treba stran dati, ne. Ni treba preč vse stran metati, ne. Pa sprotam luka, sam kukaš, pa ni treba nič v trgovino jeti iskati. Super. Bravo. Pa luka salato narediš, vse luka narediš, kar češ. Odlično. Ja. Šefe, tole si pa dober predlagal, evo, da pokažemo ljudem. Tuna, ne, una ta velika. To je ta velika tuna, to je poseben kos, temu se reče flem, oziroma to je potrebušina. To je najboljši del ribe, ki imamo za posebne goste. Super. Tega ni veliko, pa ribi od 200 kg je tega mogoče 4 kg. Super. In evo, In tukaj je solata, tunica, tisto, solata, ki si jo ki sem- sam nabral, tle te čaka tale tako medicinski čili. ja, da bomo Če videli. boš to pojedel, si boš današnjo večerjo za zmeraj zapomnil. No, lej, bomo probali, No. bomo tudi posneli. No? Ja, tole si Zelenjavca, pa sam nabral, popučena, ne? vrhunsko, Ja, lej, tako da- se veselim. Evo, dober tek. Hvala, Nako. No, tole so pa žvalce v Sloveniji Eko Resortu. Tale gosak, tale je maskota, tle je tak, glejte ga. Sem mu enkrat roko pokazal in me je kar časno, sicer nekaj sem mu dal, se mi zdi. Kaj, majster? Glejte, to se tudi nič veliko ne bojijo, ne? Kje si ti? Ti si car, lej, dej. Majster, majster. Glejte, a ni dober, a ni hud. Srnca lepa, pridi, srnca, srnca pridi. Ja, kar k meni boš prišla, lejte to srnca. Lepo, lejte, v temle so še dve, ena je še manjša. Je srnca, kako si ti lepotička. Srnca, priči malo k meni, srnca.